Kako pa je z obdavčitvijo INR-ja? Na začetku naj povem, da vlagatelj nima nobene obveznosti oziroma aktivnosti s prijavo davka, saj davek izračuna in odvede NLB. Zdaj, kakšen pa je davek oziroma kdaj pa je vlagatelj oproščen davka? Dokler na INR vplačujemo sredstva in nalagamo v različne finančne instrumente ter prejemamo dividende, obresti in pa kapitalske dobičke, ne plačamo davka. Davek se odvede le v primeru tujih finančnih instrumentov, v primeru, ko prejmemo dividende oziroma obresti, odvede pa se davek na viru, kot ga ima določenega posamezna država. Davčni dogodek nastane šele ob izplačilu z INR in sicer vedno na zahtevo imetnika. Sredstva se izplačajo vedno na imetnikov transakcijski račun. Dohodek z INR predstavlja donos dosežen s sredstvi INR, torej gre za razliko med tržno vrednostjo sredstev INR na dan izplačila in pa med vsemi vplačili. In kolikšna je tukaj enotna davčna stopnja? Enotna davčna stopnja znaša 15%, oprostitev davka pa nastane v primeru, ko po 15 letih izplačamo sredstva, torej po 15 letih od odprtja INR, za kar priporočamo, da ga odprete čim prej, oziroma po zadnjem izplačilu z INR.